Spoštovani gledalke in gledalci, dobrodošli v podcastu Finance. Zamislite si, da ste dobili največji izvozni posel. Potem pa izvajalec iz Nemčije od vas zahteva finančni inštrument, za katerega prvič slišite. Denimo Bürgschaft oziroma garancijo. Ob tem vam bo kupec plačal šele čez 120 dni. To je trenutek, ko v vašo realnost vstopi trgovinsko bančništvo oziroma trade finance. Danes bomo skušali biti čim bolj praktični. Šli bomo namreč skozi resnične zgodbe 3 od številnih projektov inženirskega podjetja Rico, od Bavarske opere, Centra za zbiranje odpadkov v Zadru do odlagališča radioaktivnih odpadkov. Pregledali bomo, kateri finančni inštrumenti so jim pomagali uresničiti te projekte in kateri še obstajajo za druge projekte. Z nami so danes Urška Piber, vodja financ v podjetju Rico, Tanja Cimperman-Lenasi, vodja akreditivov v NLB, in Polona Žižmund, vodja garancij v NLB. Moje ime je Mladen Mikovič, sem vodja razvoja več projektov na časniku Finance. Lepo pozdravljam in dobrodošli. Kaj je trgovinsko financiranje in zakaj je tako pomembno za mednarodne projekte? Trgovinsko financiranje za svojo široko paleto produktov, o katerih bomo v nadaljevanju govorili, podjetjem nudi na domačih, pa predvsem na tujih trgih, da tam varno poslujejo in s tem zmanjšajo ter eliminirajo tveganja. Če poberemo vse produkte trgovinskega financiranja, torej menice in kase, akreditive, garancije, kateri je tisti, ki podjetjem povzroča največ preglavic oziroma ga najtežje razumejo in zakaj? Lahko kar jaz mogoče odgovorim. V tem spektru je mogoče še najmanj poznan pa strani podjetnikov razumljiv akreditiv. Še vedno je prepoznan kot kompleksen, težen, predvsem pa dokumentaren inštrument. Vendar po drugi strani pa akreditiv skupaj z bančnimi garancijami podjetjem predstavlja visoko stopnjo varnosti tako na trgih doma kot v tujini. Na drugi strani pa, kot ste omenili menico, menico pravzaprav niti ne moramo uvrščati med instrumente trgovinskega financiranja, je pa doma, na domačem trgu v bistvu skoraj najbolj poznana pa prepoznana med podjetji. S tem, da se morajo naša podjetja zavedati, da je menica toliko dobra, kolikor je pravzaprav dobro finančno stanje podjetja. Kot eden od prepoznavnih produktov trgovinskega bančništva je še inkaso, način pošiljanja dokumentov med kupčevo in prodajalčevo banko, neka osnovna zaščita in substitut v bistvu plačilom na odprto. Dočim pa, recimo, če podjetja želijo tudi potem še uravnavati s temi inštrumenti svoj denarni tok, pa vsekakor naj se poslužijo odkupov terjatev in pa dobaviteljskega faktoringa. Pa se spomnite kakšnega primera, recimo od podjetij, ko se ni poslužilo akreditiva ali garancije, pa je pozneje to obžalovalo? Mi si sicer želimo, da je teh primerov čim manj. Se pa seveda zgodijo najpogostejši primeri v praksi, ko je bilo podjetju žal, da ni bilo da posel ni bil zavarovan, mogoče pri bančni garanciji to, ko sta izvajalec in investitor sklenila nek posel in potem dela niso bila do konca izvedena ali pa izvedena v rokih, delno izvedena in investitor ni imel bančne garancije in je seveda mu je to povzročilo neko škodo, izgubo dela je mogel potem dokončati nek drug izvajalec. To je najpogostejši primer, mogoče pri akreditivu, pa če gre za neko specifično blago določene kakovosti za kakšno linijo opremo in da ni bila dobavljena v taki obliki, kot so se jo pač zaželeli, pogodbeno dogovorili, bi jih akreditiv, če bi ga imeli kot inštrument, teh težav seveda rešil. Delamo pa veliko na tem, da stranke izobražujemo, osveščamo, kaj je bančna garancija, kaj je akreditiv in v katerih primerih jim pride prav in kako se lahko z njimi zavaruje.
Katero od tveganj, recimo neplačila ali pa izpolnitveno tveganj, ste občutili na svoji koži oziroma v praksi? Pa ni pomembno ime podjetja, oziroma povejte samo, kako vas je to dejansko zabolelo. Se pravi, z inštrumenti, ali pa tako, če začnemo, recimo vsa podjetja, ki delujemo na trgu, se srečujemo z različnimi naročniki, kupci, vedno pomislimo na neko tveganje neplačila, ne? Pa tudi verjetno naročniki na drugi strani ali pa mi do naših dobaviteljev tudi v izpolnitvenem tveganju, ampak to je mogoče nekaj, kar je dosti intuitivno. Manj intuitivno se mi zdi pa recimo, če se navežem nazaj na te inštrumente trgovinskega bančništva, je pa recimo ta ločena obravnava banke tega inštrumenta ne glede na dejansko stanje v poslu oziroma na projektu. In tle se mi zdi, da to večkrat podjetja malo pozabimo, da pač obstaja ta specifika, ki jo je treba upoštevati. Mi si laično predstavljamo, da je to tako kot pri komercialni zavarovalnici, prijave škodo, potem pa pride cenilec in oceni, kakšno je dejansko stanje, pa v bistvu pri teh bančnih inštrumentih to ni tako. Kar v praksi pomeni, da se lahko unovči garancija, čeprav izvajalec recimo reklamacijo odpravlja ali pa jo je odpravil. Mi smo recimo v praksi tudi videli primer, da je bila unovčena garancija za vračilo zadržanih zneskov, pa v bistvu te zadržani zneski nikoli niso bili v celoti sploh izplačani. Tako da z tega vidika se mi zdi pomemben podcast, kot je ta, da se pač razširi ta informacija in da se pravilno razume te inštrumente. Kdaj pa ste prvič slišali za besedo Bürgschaft? Pa kako ste odreagirali takrat? Ste bili navdušeni, ste rekli, super, ali ste pomislili, to bo pa problem? Malo v hecu, malo zares. Rekli smo, super, to bo pa problem. Bo manj tuje konkurence na projektu. Lepo. Duhu Rika. V Nemčiji ste za Bavarsko opero zgradili visoko avtomatizirano regalno skladišče. Katerega od produktov ste tam uporabili? Se pravi, mi smo bili pred tem projektom vajeni teh tako imenovanih, bom rekla, klasičnih bančnih garancij, za katera veljajo enotna pravila za garancije na prvi poziv, sem poznana, objavljena leta 2010, kjer se v bistvu vsi deležniki, zdaj je to naročnik, podjetje, izvajalec, banke, vsi vemo, kakšno ukrepanje oziroma kakšno postopanje pričakujemo pri unovčanju, pri podaljšanju, pri veljavnosti. Ko smo pa vstopili na nemški trg, predvsem v gradbeništvu, je pa tam značilen en drugačen inštrument, kot ste rekli, poroštvo oziroma Bürgschaft. Ima pač neke specifike, ampak ena izmed glavnih je bila, da v bistvu nima roka veljavnosti. Kar za banko predstavlja, si lahko predstavljamo, večje tveganje, mora podjetju dovolj zaupati, da ga je pripravljeno spremljati na takih projektih. Zato se mi zdi vključevanje banke že v samem začetku, pri razumevanju specifik zavarovanja, pomembno, da se vključujemo, da se pogovarjamo, da smo transparentni. Kako pa banka gleda na poroštvo brez roka? Kdaj se prižge tista rdeča luč? Banke sicer želimo pri vseh zavarovanjih, ki jih izdajamo, da so pokrite 3 ključne stvari, in to je, da znesek definiran, za katerega definiramo, zavarujemo posel, stojimo za njim, rok veljavnosti in da so pravice, interesi vseh 3 strank, naročnika, upravičenca, banke enako zastopani. Ampak ker seveda podjetja nastopajo tudi na trgih, kot je Riko in Nemčija, kjer so pa res poroštva, Bürgschafti predpisani z lokalno zakonodajo, in vsa ta specifika, ki pride z poroštvi Bürgschafti zraven, seveda podpiramo tudi podjetja v teh primerih. Smo pa zelo aktivni, da poskušamo najprej z upravičencem uskladiti tekst tega poroštva in ga približati čim bolj bančni garanciji ali mogoče vključiti rok veljavnosti, če je le možno. Tukaj res veliko napora vložimo, ampak če ne gre, ne gre. Ne moramo se podpreti podjetje, ne smemo vztrajati pri svojem. Moram pa poudariti, da poroštva izdajamo res
kot je bilo že omenjeno, dobrim strankam, z dobro boniteto, zaupanja vrednim, ker ponavadi tudi ta poroštva, ki so res specifična, ja, Nemčija, Avstrija, Švica, pa še mogoče v katerih državah, Italija, se razknjižijo ali pa nehajo veljati z vračilom originala. Ne? Zato se mora podjetje še toliko bolj potruditi, da je original vrnil. Sem se spomnila, da je pa v bistvu tudi v Sloveniji, ker nam zakonodaja tako določa, so pa tranzitne carinske garancije tudi izdane v obliki poroštva in so brez roka. No? Tako da so neke specifike in se seveda banka mora odločiti, da jih bo podjetja podprla ali ne, in dobra podjetja podpiramo tudi v teh stvareh. V Zadru ste zgradili center za ravnanje z odpadki in zraven je sodelovalo veliko manjših obrtnikov. Kako je takrat izgledal vaš outlook oziroma koliko mailov je bilo dejansko tedensko potrebno za usklajevanje plačil? Je to poslovna skrivnost. Ampak projekt, se pravi Center za ravnanje z odpadki v Zadru je bil izjemno zahteven. Z vidika podizvajalcev, dobaviteljev jih je bilo preko 200. Poleg tega je imel pa ta projekt eno specifiko. Prvič je bil financiran strani kohezijskih sredstev Evropske unije, ki nekako pač zahteva od naročnikov, kakšnim pogodbam morajo slediti. Tle je bil potem predpisan rumen FIDIC, pač je značilen za gradbeništvo sicer. In značilnost te pogodbe je, da so roki plačila relativno dolgi že sami po sebi, poleg tega so še določeni postopki, ki mora nadzor potrditi izvedbo dobave v določenem mesecu. Tako da to je bila na eni strani specifika samega javnega naročila oziroma projekta, na drugi strani smo imeli pa dobavitelje, multinacionalke, tudi proizvajalce neke standardne tehnološke opreme, ki jih kaj dosti ne zanima, ne, kakšne plačilne pogoje imaš kot izvajalec do naročnika. Oni imajo neke standardizirane ali pa neke splošne pogoje, na kakšne plačilne pogoje lahko pristajajo in pač pri tem tudi vztrajajo. Pa je bil kakšen primer, recimo podjetja, ki brez akreditiva ni želel sodelovati, z akreditivom pa bil pripravljen čakati tudi 90 ali pa recimo 120 dni? Ja, tukaj smo se mi na tem projektu predvsem smo se skoncentrirali, da smo jim ponudili potem v zavarovanje akreditiv. Oni so imeli zagotovilo banke, ki je izdala akreditiv, da bodo plačilo tudi prejeli. Na tak način so bili oni, je bilo in dobaviteljem, tudi izvajalcem gradbenih del bolj udobno, da lahko čakajo na to plačilo, ker so vedeli, da do tega plačila bodo prišli. Ne? Poleg tega tudi akreditiv lahko uporabijo potem ga odprodajo banki, za financiranje, za likvidnostne potrebe pač lastne. Tako je, tukaj v bistvu banka lahko, glih to je ravno prednost, recimo, če se kupec in dobavitelj, prodajalec dogovorita za akreditiv z odloženim rokom, ker v bistvu mora ta dobavitelj mogoče tudi svoje poddobavitelji naprej plačati, vendar če čaka plačilo svojega kupca, ima tukaj likvidnostni gap, in se dejansko z akreditivom lahko financira. Banka, ko je posel narejen, odkupi dejansko pač to vrednost, upravičenec dobavitelj dobi prej denar, potem ko pa nastopi pravi rok plačila, pa v bistvu kupčeva banka, ne kupec, ampak kupčeva banka plača pač na roka. In se s tem banka, ki je naredila odkup, pravzaprav pokrije. Torej, bolj plastično, kot ko je že malo težko razložiti, kaj dejansko je akreditiv? Tako, če pogledamo kupec, prodajalec, ne poznata se, ali pa imamo enega našega malega, dajmo vzeti na primeru plastična malega podjetnika, ki kupuje neke komponente iz Kitajske. Kitajski dobavitelj od njega želi avansno plačilo. Naš mali podjetnik tega kitajskega podjetja ne pozna in mu ne želi dati denarja vnaprej. In ker ima ob sebi neko dobro strokovno banko, mu ta banka svetuje, da v bistvu kitajskemu dobavitelju ponudi akreditiv. S tem inštrumentom bo kitajski dobavitelj dobil zavezo kupčeve banke, da bo izvedla plačilo na mesto kupca, če bo on svoj posel opravil. Kako bo pa to banki dokazal? Z dokumenti, ki so navedeni v posameznem akreditivu. Pri akreditivu gre izključno res za dokumentaren, formalen inštrument.
banka gleda dokumente, ne pa v bistvu dejanskega upravljenega posla. Ne. Pa je potem pri tem akreditivu vidite tudi verjetno primere, ki pridejo do vas po določeno financiranje? Seveda na osnovi tega, ne, tudi če je nek večji posel, pa da je ta posel zavarovan z akreditivom, tudi banke lažje v bistvu financiramo oziroma bolj z veseljem, z manj tveganji v bistvu tudi odobrimo določen kredit, pač rečemo dobavitelju, ampak to pa govorimo pa že o predizvoznem financiranju. Kaj pa najpogosteje financira? Plače, material, kaj tretjega? Ne, material pa storitve, dobavo materijala, nakup materijala, plač nikakor ne, v bistvu niti ne padejo v ta kontekst. Pri naslednjem projektu, to je gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov, ki je malce skrivnosten. Sodelujete z več partnerji v konzorciju, ne? Kako je glede garancije pri partnerskem sodelovanju? Se pravi, pri večjih projektih, pri recimo infrastrukturnih projektih, kjer nastopamo v konzorciju, ne samo z enim partnerjem, včasih z 2, včasih 4, kot v tem primeru, tudi stremimo k temu, da čim bolj racionaliziramo tudi to strukturo garancije. In ena izmed opcij je tudi sestavljanje garancije pri isti banki, se pravi, vsi partnerji skupaj pri isti banki sestavimo garancijo na način, da v deležu, ki ga pač prevzemamo na projektu, prevzemamo tudi našo garancijsko obveznost. Banka potem za točno ta delež obremeni naš garancijski potencial. Se pravi, noben partner se ne izpostavi 100% in si s tem zasede vse limite. Na tak način se tudi podvajajo stroški, zato je to sestavljanje garancij bistveno bolj optimalno tudi z vidika stroškovnega vidika. Tako da to je ena izmed opcij, katere se mi zelo pogosto poslužujemo. Pa je koga strah, recimo, da bi bil odgovoren za koga drugega? To je pa tako vedno strah, zaradi tega konzorciji pač imajo nek drugačen status. Tukaj v primeru, da se komorkoli od partnerjev karkoli zgodi, ali ne vem, prisilne poravnave ali pa stečaja, si solidarno odgovoren. Ampak se te stvari že tako v nekem konzorcijskem sporazumu dosti natančno opredelijo in razdelijo tudi obveznosti v primeru raznih dogodkov. To pomeni, da hotela sem samo še to dodati, da to je pač dosti zahteven postopek, mogoče sicer z vidika usklajevanja garancij z naročnikom dosti bolj enostaven, ampak banki je pa treba to vsem predstaviti v relativno zgodnji fazi, ker more dosti dobro razumeti strukturo in tudi predstaviti svojim organom, si predstavljam. Predvidevam, da je dobro poznavanje partnerja tukaj zelo zaželeno. Zelo zaželeno. Ja. Kako banka gleda na porazdelitev odgovornosti, če k vam pride več podjetij v obliki konzorcija? Kje se lahko zalomi? Sestavljene te konzorcialne garancije so res stalna praksa in investitor želi v svojo korist imeti eno garancijo, ne glede na drugi strani več partnerjev. Pri teh garancijah mogoče za izpostaviti to kompleksnost usklajevanja. Usklajevati se morajo konzorcialni partnerji med sabo, usklajevati se morajo konzorciji partnerji do banke. Zato je res prav in morajo imeti med seboj sklenjeno neko pogodbo o skupnem nastopu, konzorcialno pogodbo, kjer morajo jasno opredeliti deleže, obveznosti, zneske, tudi funkcije med sabo, kdo je mogoče vodilni, kdo prevzema to usklajevanje z banko, usklajevanje med seboj, zato ker to je ključnega pomena za banko. Izpostavljeno je bilo, da je to solidarno odgovornost med partnerji, so solidarno odgovorni, to se pravi, če pride do težav do unovčenja, se bančna garancija unovčuje v deležih. In tukaj mogoče pride do nekih težav, potem kdo je kriv, kdo ni kriv, kdo je naredil, ni kriv, ker so solidarno odgovorni. In mogoče malo se ta odgovornost med partnerji potem prenaša z enega na drugega. Definitivno so te garancije zahtevajo visoko stopnjo zaupanja in neke discipline med partnerji. Jih pa seveda izdajamo in so čisto normalna praksa.
Kako pa je pri poslih brez javnih razpisov? Tam recimo, a ste imeli kakšen primer, ko ste z garancijo ali pa z akreditivom lažje vstopili na kakšen trg, lažje prišli do kakšnega posla? Ja, dobro vprašanje. Predvsem zato, ker mogoče v okviru javnega naročila, recimo garancije za resnost ponudbe, včasih je to tudi smatramo kot neka formalnost. Vsi si posel želimo, se bomo borili, ne, to je... Jaz mislim, si predstavljam, da je tudi manj tvegano z vidika banke, da so te garancije redko unovčene. Pri nekih izvoznih poslih, pri nekem mednarodnem sodelovanju, pa to daleč od tega, da je to samo neka administrativna dokumentacija, kreditivi in garancija. Ne? Pri vstopu na nov trg, kjer ne poznaš kupca ali pa tudi, če ne poznaš dobavitelja, ne, so to ključni inštrumenti. Ne? Naročnik je prepričan, da mu izvajalec s tem, da ko mu je predal bančno garancijo za avans, za dobro izvedbo, bo tudi bolj dosledno spoštoval ali pa zelo dosledno spoštoval svoje pogodbene obveznosti. Ne? Na drugi strani pa, če prejmaš akreditiv kot zavarovanje za plačilo, ko so pač vse obveznosti izpolnjene, si pa tudi na tak način pomerjen, da boš do plačila res prišel. Ne? In enako naši dobavitelji. Tako da so akreditivi garancije kot neki taki tihi motori izvoza, neke mednarodne ekonomije, sploh pač na trgih, ko jih še ne poznaš. Med njimi so zagotovo tudi trgi, kjer je slaba plačilna disciplina? Zagotovo. Mogoče ne gre toliko samo za trge, ampak gre za kombinacijo dejavnosti trga, pa še verjetno kakšnih zunanjih dogodkov, pretresov, geopolitičnih premikov. V tem primeru včasih prideš v situacijo, ko je plačilo pomembnejše od marže. Bi pa mogoče na tej točki bilo potrebno izpostaviti tudi to, da kljub temu, da si zavarovan z garancijami, z akreditivi, lahko v celoti, kljub temu pač en del zaupanja pa mora ostati. Garancije se izdajajo na prvi poziv, kar pomeni, da jih pač lahko nekdo unovči tudi špekulativno. Akreditivi tudi nosijo določeno obveznost izpolnitve na obeh stranih. Ponavadi se dokumenti podpišejo, tudi transportni, prevzemni zapisniki in tako naprej. Tako da določena stopnja zaupanja mora kljub temu obstajati. Ampak zagotovo obstajajo trgi, kjer je plačilna disciplina zares slaba. Sigurno, afriški trgi recimo, ali pa tako ne bom rekla daljni bližnji vzhod, to ne, ampak mogoče tam, kjer čas vse ni taka pomembna komponenta, kakor v Evropi, pač tam je vsekakor dobrodošlo, da si v bistvu naši izvozniki zagotovijo zavarovanje v obliki bodisi garancije za pravočasno plačilo, bodisi akreditiva, ker za tema inštrumentoma vedno stoji banka. Kaj v praksi to pomeni? Da dejansko enkrat, ko je ali garancija ali pa akreditiv unovčen, če uporabam izraz ta za oba inštrumenta, banka nima pravice oziroma nima možnosti odkloniti plačilo, vkolikor prejme pravilen poziv za unovčenje oziroma pravilne dokumente. Tukaj potem finančno stanje kupca ni več važno. Enkrat, ko so prezentirani pravi dokumenti, tako unovčenje, bodisi dokumenti po akreditivu, banka nima v bistvu izhoda, da ne bi plačala. Omenili ste pravilne dokumente. Katere so tiste napake, ki podjetja jih najpogosteje naredijo pri pripravi dokumentacije za akreditive? Vsekakor pred pripravo samih dokumentov je že prva mogoče generalna napaka, da si sploh ne pogledajo pogojev unovčenja tako garancije ali pa akreditiva. Sploh akreditiv, ki je kompleksen inštrument z vidika prezentacije dokumentov, zahteva, da si podjetje že ko prejme akreditiv, pogleda, katere dokumente bo moral predložiti, da bo uveljavljal plačilo po akreditivu. Tako da, in če je notri nek dokument, ki ga skozi posel ne bo mogel skreirati, dobiti, potem definitivno je treba tak dokument, tak pogoj iz akreditiva odstraniti. Zdaj, ko pa že nastopi do pač trenutek predložitve dokumentov, pa se
pač vidi. Včasih največkrat recimo opis blaga na fakturi ni identičen opisu blaga v akreditivu. Manjka kakšen podpis na bodisi kakšnem primopredajnem zapisniku ali pa najpogosteje na dokumentih, ki jih pripravljajo tretje osebe. To so recimo ladijski tovorni list, zavarovalna polica, tukaj v bistvu, kjer nima niti podjetje samo tudi vpliva, ne. Tako da mi v bistvu vsem našim strankam poskušamo biti dober partner in v bistvu nudimo tudi storitev predpregleda dokumentov, kar pomeni, še preden so originalni dokumenti prezentirani, jih mi pogledamo in svetujemo, vkolikor pride do kakšnih odstopanj. Kako pa iz vidika podjetja poteka, kako se vi lotite priprave na akreditiv oziroma ali pa garancije? Odvisno, recimo, za kako zahteven posel gre, ima kakšne specifike. Ne? V nekaterih primerih se posvetujemo že pred samim podpisom pogodbe z banko. Sploh recimo, če so to neki novi trgi, prvi taki primeri projektov. Sicer pa se najprej sklene pogodba, potem se uskladi besedilo bančnih garancij, velikrat jih damo mi kar v prilogo k pogodbi, zato da pol kasneje ni kakšne dileme. Se uskladi to besedilo, recimo se izda avansna garancija, se izda garancija za dobro izvedbo del in temu sledi potem plačilo avansa. Smo imeli pa nedavno eno zanimivo situacijo, smo vstopili na nov trg, nismo imeli nobene reference, nobene izkušnje in nam je naročnik, sicer renomirano podjetje, nakazalo avans, preden smo garancijo sploh izdali, ne. Kar je za nas pač res neko tako priznanje zaupanja. Se nam je tudi v preteklosti zgodilo, ne vem, recimo v Angliji, kjer smo postavili preko 100 hiš lesene gradnje, da je bil pač včasih avans plačan, preden je bilo sploh naročilo potrjeno. Tukaj je bilo pa pač to res tako prijetno presenečenje. Omenili ste projekt gradnje montažnih hiš v Angliji. Je še kakšna podrobnost, ki bi jo lahko slišali? To je recimo eden tipičnih primerov, ko potem to postane, se pravi, toliko let smo postavljali te hiše, ne, za kupec poznan, postopek poznan, potem enkrat preideš, ne, tudi na način, da ne rabiš biti zavarovan z vsemi garancijami za avans, za dobro izvedbo, za garancijsko dobo. Ne. To je en tak lep primer, ki se pol vzpostavi zaupanje in se mogoče kakšen izmed instrumentov, ampak spet na lastno odgovornost pač opusti. Kako pa v banki gledate čez to, kar se je zgodilo Riku, da nekdo nakaže avans pred samo garancijo? Je to pozitivno ali negativno? Ne, to je pozitivno, seveda čisto lepa, očitno dober odnos ali kakorkoli ni bilo nobenih težav. Riko je sicer potem mogel izpolniti svoje obveznosti, verjamem, da jih je, ampak je mogoče samo odvisno, v kateri vlogi si, ne. Mi sicer podjetjem svetujemo, če morajo nakazati nek avans nekam, kontra, kot je gospa Urška omenila, pa jim svetujemo, da od svojih partnerjev zahtevajo bančno garancijo za vračilo avansa, ne da se zavarujejo. Odvisno, v kateri funkciji oziroma poziciji je naš komitent. Glede na to, da smo v dobi digitalizacije oziroma visoke digitalizacije, kje v celotni tej zgodbi zdaj je tukaj prostor za digitalizacijo in predvsem, če date kakšen primer, kaj danes poteka veliko hitreje, kot je to potekalo nekoč? Fokus naše banke je sigurno ta digitalna transformacija, čim boljša uporabniška izkušnja. Zato smo tudi že pred leti uvedli, lansirali platformo za faktoring, za odkupe terjatev, kjer smo hitri, preprost postopek, podjetja zelo hitro pridejo do denarja. Letos smo v to aplikacijo vključili tudi garancije, nameravamo vključiti akreditive konec leta, tako da tukaj smo proces, postopek zelo pohitrili, poenostavili, tako da to bi mogoče izpostavili, ali pa že kdo bi si mislil, oziroma kdo bi si lahko predstavljal bančno garancijo v digitalni obliki. Pred 5 leti je bilo to skoraj misija nemogoče.
res, da nam je korona pri tem pomagala, ampak mi smo že celo par dni, čisto slučajno pred korono, izdajali prve garancije, ki so bile podpisane z kvalificiranim digitalnim potrdilom, to se pravi v tej digitalni obliki, in je garancija lahko v roku sekunde pri upravičencu poslana preko maila. To je res brzina, mogoče to za izpostaviti. Mogoče pa na kreditivnem poslovanju, tukaj bo pa tudi sploh na globalni ravni en velik boom, ko bo pa zaživela ali pa ko bo zaživela globalna platforma, kjer bi omogočala izmenjavo tudi dokumentov po akreditivu. Ker do zdaj v bistvu akreditivni dokumenti, ali ni važno, smo v Sloveniji, ali smo na Kitajskem, ali pa v Indiji, dejansko potekajo še s klasično pošto. Originali so tisti ključni, tisti trigger, predvsem v bistvu je tukaj ladijski tovorni list, bom rekla, mogoče največji izziv, kako ga digitalizirati, ker gre pravzaprav za vrednostni papir, s katerim tisti, ki ga ima v rokah, izkazuje lastništvo nad blagom. In zaenkrat, če ni enotne platforme, ki bi povezala vse deležnike, od bank, podjetij, ladjarjev, špediterjev, da bi lahko v bistvu ta dokument bil digitaliziran. So že zametki, ampak da bi pa, tako da to bo tudi zelo velik boom, to bo pa tako revolucija. Kdaj pričakujete? Po moje zelo hiter, rečemo 3-5 let, upam, da bo hiter, čeprav se na teh, v bistvu v teh strokovnih krogih se pa že kar nekih 10 let pogovarjajo o tem. Ampak tečejo te iniciative mednarodne trgovinske zbornice so, tako da mislim, da bo to zelo hitro zaživelo. V Riku ste veliko posla prejeli tudi prek javnih razpisov. Pogosto pa se sliši, da je podjetje potem razpeto med naročnika, banko in konkurenčnostjo. Dajmo to malo pojasniti. Ja, to je pa zelo tak, recimo, plastičen primer je, naročnik v razpisni dokumentaciji predpiše besedilo bančnih garancij. Potem pa banka na osnovi svojih izkušenj, nekih regulatornih, mogoče pravnih omejitev, garancije točno po takem besedilu ne more izdati oziroma ne sme kakorkoli. Hkrati pa je praksa javnega naročanja taka, da v bistvu odstopanja od osnutkov garancij ne dopušča, tudi minimalnega, tudi kadar gre za upravičena ali pa razumna vprašanja, razumne korekcije, razjasnitve, ki ne vplivajo na unovčljivost garancije, ne vplivajo na kvaliteto ali pa zavarovanja naročnika v kjerkoli pogledu. V tem primeru si potem razpet ne samo med banko pa naročnikom oziroma razpisno dokumentacijo, na eni strani imaš potem še konkurenco, ki lahko pogleda oziroma zahteva v pogledu oddano ponudbo, kakršnokoli odstopanje je potem razlog za izločitev. Lahko pa si seveda tudi potem v situaciji, da ti banka ne želi take garancije izdati. Zato je ključno tisto obdobje v postopku javnega naročanja, ko še lahko zastaviš vprašanje naročniku. Mi se večkrat poslužujemo, sploh NLB ima nedvomno to strokovno znanje, da pregleda recimo tudi potem ostale garancije, ki sledijo, da ni to zdaj samo tista garancija za resnost, pa je konc, posel pol treba še izvesti. In da se v tem roku, ki je še na voljo, potem uskladijo kakršnekoli diskrepance, nepravilnosti, napake, odstopanja. Zdaj pa, če je ta rok zamujen, potem pač ne preostane drugega kot iskanje neke pragmatične rešitve skupaj z banko. Omenili ste izločitev. A se pogosto dogaja v javnih razpisih, da prihaja do izločitev? Jaz bi rekla, da je tega v zadnjih letih manj. Tudi ta enotna pravila za garancije na prvi poziv zdaj obstajajo že toliko časa, da so se tudi naročniki precej v bistvu posodobili, skozi enega naročila v drugega so se kaj naučili, in je tega manj, ampak tveganje pa vedno obstaja. Poleg tega javna naročila ne obstajajo izključno v Sloveniji, mi se delujemo tudi na Hrvaškem in drugje, tam pa potem tudi pride do večkrat pride do kakšnih diskrepanc. Če se še malo dotaknemo kreditivov, kako v javnem sektorju gledajo na kreditive?
Javni sektor v bistvu, bom rekla, kreditiva niti ne uporablja, niti ne pozna. Sploh pri javnih naročilih, recimo, če so bančne garancije predpisane, zahtevan v bistvu nek inštrument zavarovanja, ne, kreditiva ne poznajo oziroma ga niti ne uporabljajo. Bi pa rekla, da se premalo zavedajo v bistvu, da ni za kreditivom zaščiten samo dobavitelj, prodajalec pred tveganjem neplačila, ampak tudi sam državno podjetje dobi zagotovilo, da se bo pač njegov dobavitelj držal rokov. Ker eden od zelo pomembnih elementov kreditiva je dobavni rok. In če je ta rok presežen, v bistvu takoj dobavitelj izgubi to nepreklicnost samega inštrumenta. Tako da tukaj tudi apel, bom rekla, na državni aparat, da vključitev tudi teh inštrumentov ne bi bila slaba. Pa se da, kaj se da narediti, da bi bolj spodbudili javni sektor? Še bolj? Mislim, tukaj vsekakor ozaveščanje in o sami pomembnosti in nudenju stopnje varnosti teh inštrumentov, Jaz bi tako rekla, sploh pri nekih večjih infrastrukturnih projektih, kjer so v bistvu roki za plačilo jasni, kjer so plačila v fazah, prezentacija nekih situacij, dokumentov, tukaj definitivno bi prišel ta produkt v poštev. Na drugi strani pa mogoče tudi pri izbiri ponudnikov. Zdaj vemo vsi, da so neki pogoji na javnih razpisih so dosti strogi, pogojeni so z referencami. In tako neko novo podjetje mogoče sploh ne more vstopiti, ker nima reference, ker mu neko državno podjetje morda niti ne zaupa. Za kreditivom bi pa tudi tako malo novo podjetje dokazalo neko poslovno resnost, in bi se tudi v bistvu mogoče povečala konkurenca in hkrati bi se potem tudi cene teh javnih naročil mogoče zregulirale. Recimo, da sem direktor podjetja in prvič se soočam z izvoznim projektom oziroma izvoznim poslom. Imate kakšen nasvet iz strani banke, kaj bi mi svetovali, da bom ta posel boljše in bolj mirno spelo? Mogoče, da pridete čim prej v banko, pa mogoče še svojim finančnikom in komercialistom. Zakaj? Zato, da nam predstavite posel, vse akterje, opišete posel in zato bomo potem tudi lažje predlagali, strukturirali posel, vam predlagali te inštrumente. Se ne rečem, da so te inštrumenti rešitev za vse, sem verjetno bo neka lažja izvedba. In da nas vključite, kot je bilo že rečeno, čim prej, pred podpisom pogodbe, da mogoče so te inštrumenti že sestavni del pogodbe in da ne razmišljate samo o stroških, seveda so te zavarovanja nekaj stanejo samo napram škodi, ki lahko na koncu oziroma ali pa izvedba posla, ki lahko rezultira, ali se bo izpeljalo ali ne, če boste imeli posel zavarovanje, pa potem veliko lažje. No in koliko bi mene kot podjetnika stalo oziroma stali ti produkti trgovinskega bančništva? Morate se zavedati v bistvu, da trgovinsko financiranje ni luksus, ampak je v bistvu neko orodje, s katerimi boste v bistvu na mednarodnih trgih varno poslovali brez nekih večjih tveganj, hkrati pa boste partnerjem pokazali svojo poslovno resnost. Pa če se vrnemo na začetek, ko sem vas vprašal glede primera podjetja, ki ni izkoristilo kreditiva oziroma garancije in je potem to obžalovalo. Ali lahko navedete, kakšno škodo je utrpelo? V višini škode ne, samo to, da pač posel ni bil izpeljan, je mogel najti nekega drugega izvajalca oziroma če je kupil stroj za neko proizvodno linijo, linija ni delala. Najslabši scenarij je tudi, da nima potem nekega denarnega toka podjetje iz tega naslova, gre lahko celo v stečaj, ne govorim zdaj worst scenarija, samo to je to, škoda je lahko od nič pa do stečaja. Za konec prosim še za nasvet iz vidika podjetja Riko, kjer imate zelo veliko izvoznih poslov. Kaj bi recimo meni svetovali kot direktorju podjetja, ki bom prvič opravil izvozni posel? Bom kar navezala na predhoden odgovor. Absolutno je treba banko v zgodnji fazi vključiti v
sam posel, v strukturo samega posla. Ne? Zdaj, danes mogoče smo se dotaknili parih rešitev oziroma parih primerov, ampak še vedno obstajajo recimo, ne vem, prenosni akreditivi. Na tak način ni treba zagotavljati kritja za akreditiv, pa ga lahko preneseš na dobavitelja. Ne? Banka pozna svoje procese, pozna svoje produkte, mogoče kaj ni tako običajno, pa se kljub temu da, mogoče podjetje nečesa ne pozna, pa se kljub temu da. Ne? Tako da, če ne drugega, za nasvet vprašati banko, pa mogoče še to, ne, da ima v bistvu ta finančno-bančni aspekt projekta tako pomembno vlogo kot tehnično-komercialni. Ga je treba upoštevati že v samem začetku. Drage gostje, najlepša hvala za sodelovanje. Hvala lepa. Hvala vam.